Živijo pozdravljeni in pozdravljene v prvi epizodi novega biseksualnega podcasta Beefy, ki ga ustvarjamo v društvu Kvartir. Moje ime je Ada Črnoša in današnja epizoda je posvečena biseksualnosti v srednji šoli. Podcast smo posneli na enem izmed naših rednih biseksualnih srečanj skupaj z gostjami. Moje ime je Tjaša, sem biseksualka. Jaz sem Max. Jaz sem Nuri. Poleg tega pa se nam je na kratko pridružila tudi Maja. V resnici smo podcast nameravali posvetiti povsem drugi temi, ampak smo se pred snemanjem zaklepetale, kot se zgodi v svojih najstniških izkušnjah. In ker je bil tudi tisti pogovor zelo zanimiv, smo kar sredi njega prižgale diktafon. To pomeni, da vas čaka zelo, zelo spontana debata, medgeneracijska debata, če ji lahko tako rečemo. V njej smo namreč sodelovali biseksualne osebe, ki so nekatere trenutno v srednji šoli, nekatere so jo končale pred kratkim, nekatere pa že pred precej leti. Zaradi spontane narave posnetka se boste pogovoru pridružili dobesedno sredi stavka in upamo, da boste v njem tudi vi uživali. Da pač on meni najde date, kao za maturant, a ne, in sem rasna tako, pač lahko kogarkoli, mislim, nekaj sem omenila, ne, da kao po ta novem dovolijo, da so pač istospolni pari na maturantu, ki prej kao zaradi tradicije ni smel biti. Ja, tak. Tak, to je bilo prav prepovedano, eksplicitno. Res? Ne vem, to je vprašanje. Ja, ne, mislim, da je, a ne, je bilo tako, da pač so bili sem tako, ja, ne, to je tradicija, a ne. Ampak pač zdaj so kao ukinili to, ne vem, čeprav to ni nekdo izpoljan razlagal, tako ne vem, če je to sam tam bilo in so, ali kaj, ampak in so vas tako, ja, po ta novem lahko tako, da imaš veliko za zbirati, ali nekaj tako, in je bil sem tako, haha, okej. Tako da mislim, sam da nekdo ve. Okej. Spet ni nujno, Ja, res je. Čeprav ne preveč mislim, da folk opas hinte, ker folk... Ja. Še posebej ne za biseksualnost. Ja. Mislim, sploh, ker pač straight folk razmišlja zelo zanimivo. Ampak je zanimivo, da se o tem sploh govori eksplicitno glede maturanca, ker v moj časih ni bilo to niti opcija, na katero bi kdorkoli pomislil. Ja, se glih razmišljam, je bilo prepovedano, ali se samo mi nismo spomnili. Prvo smo imeli en dovolj pogumen lezbičan par, da je prišel skupaj na maturant. Dobro. In še niste plačali vaje. Dobro. Jaz sem bila takrat če ful zaklozetirana, obviously. Ampak ko se prav spomnim, ko je bilo lih to zadnji dan za prijave za plesne in jaz sem takrat dejtala z mojo bivšo, ki je pač bila isti letnik, ampak pač drugi razred, pač paralelka in javno bila tako, ok, se to bi lahko samo, kaj bi pa moji starši rekli in pa sem jaz bila ok, jaz ne bom prisala na maturancu, meni je vsem. In ona je prisala svojim best friendom in je bilo cel maturant najbolj awkward, ker pa se sta za uraden del maturanca sta prisala skupaj, prosto pa mi dve hangale cel večer. Oni samo awkwardly hangu z najnimi starši in ki so se šlo vsake tok časa make-outat na WC. Tako da, very awkward. Kaj je pol na šoli noben ni vedel, da ste skupaj videli? Ne, tako da je folk vedel, samo pač mi dve smo mislili, da noben ne ve. Ja. Za moj maturanski ples sem plesala z mojim gay best friendom in to je bilo zelo tako gay-bi solidarnost. Ampak je bil kateri od vaju že razkrit? Ja, on je bil razkrit, jaz pa ne. Okay. Ja. Še vedno gay. Še zmeri. Šteje. Dobro. Jaz nisem bila razkrita v srednji šoli in ne vem, zakaj nihče niti v našem razredu ni pomislil čisto iz pragmatičnih razlogov, da bi dve punci skupaj plesali, zato ker smo imele 3 fante v celem razredu dobesedno. Wow. Ja. Ja, pri nas je tudi podobno. Nas je tako, ne vem, tako 1:3 približno. Jaz sem se v bistvu zmela svojo pač najboljšo prijateljico, da če tako nima drugih tako parov ali whatever, da bova skupaj plesali in ja, vas tako javak. Meni se to itak zdi ful bolj smiselno, zato ker point maturance je, da se imaš
fajn. Jaz sem bolj plesala z nekim naključnim tipom iz ene šole, ki je imela obratni problem, da pač nisem imela nobenih punc. Mi je bilo ful brezveza. In če bi danes enkrat se odločila, ne bi šla na maturanco, zato ker je bilo škoda denarja. Če pač ne gre z nekom, ki ti je kul, da se potem imaš fajn. Kaj je v bistvu fura, maturanca pač da tako se nališpaš tam in si kao ful special in pač se jokaš, ker teh idiotov ne boš več videl. Mislim, ne vem. Mi smo bili vsi ful veseli, da se ne bomo več. Ja, Konec vsega videa je bil to, ne, mi se v bistvu ful ne maramo. ja, ampak se to srednja šola, se s kom boš pa, mislim, ne vem, no, meni nikoli tudi v srednji ni bilo v smislu, to pa zdaj stiki za celo življenje. Pač, itak zaradi tega, ker nisi zbral si smeri, tako kot recimo na faksu ali pa pač kasneje v življenju, ne? Pač to si dobesedno naključno s 30 ostalimi ljudmi in potem, če najdeš koga super, če ne, najbrž ga ne. Ne vem, noben od nas ni bil neki ful žalosten na koncu. Jaz sem tako, včasih pa rabiš vsem, se mi zdi tako za tista 4 leta tako nekoga, Ja, valjda. da ti je vsem tako stran. Mislim, če si veš čas tako sam, ok, te ljudje pač so itak karani in se ne bom več družil z njimi tako po tem. Pač po srednji šoli, ne vem, po mojem se začneš malo usamljeno počutiti, ne? Mislim, jaz se na trenutke, na primer. Pa zdaj tako sploh ni res, da nimam prijateljev, ne? Mislim, tako, včasih sem tako ne čutim nobene povezave in si tako želim, da bi poznala mogoče nekoga tako izven šole, ker tako pač se dejansko družiš zaradi nekega odnosa, ki je v redu, ne pa samo zato, ker se vidiš vsak dan. To je tisto, kar sem jaz dejansko mislila, ne? To je tisto, kar se pač enostavno naključno dan v sobo z ostalimi ljudmi in pač nimaš tega pristnega interesa se z nekom povezati, oziroma pač prek res nekih dobrih skupnih točk, ne? Ja, pa najbrž, mislim, predvidevam tako, ko priješ na faks ali pa tako potem tako spoznavaš ljudi tako ful bolj easy, ker ne vem, jaz na srednji šoli, na primer, se mi tako malo zdi, pač imaš pouk in poznaš te ljudi, ki so s tabo na pouku in pač se greš domov učiti in pač je to vsak dan in pač, če greš ven, greš s temi ljudmi, ki jih poznaš iz šole, a ne? In ne vem, no, vsaj jaz tako se res moram potruditi, da spoznam nove ljudi, ne vem, tako na teh srečanjih, na primer. Jaz pač sem prišla zato, da bom koga spoznala, ker pač sem bila zato, jaz ne moram več tako sam s temi ljudmi iz šole, a ne? Ja, jaz sem imela srečo v srednji šoli, da sem bila sošolka s svojo najboljšo prijateljico že iz osnovne šole in bolje drugače, ko pač imaš nekoga, ki že prej poznaš. Jaz tudi drugače. Ampak dejansko sem se potem z enimi ljudmi, ki so bile moje sošolke v srednji šoli, bolj povezala šele kasneje. Z eno bivšo sošolko so se nekako istočasno razkrili, drugi in sva potem skupaj, ne vem, prvič šli v Tiflo, prvič šli v Štirko. In je bilo to full nice, ampak je to neka nova skupna točka, ko pač prej nobena od naj ni vedela, da je to najna skupna točka, ker so bili bili zaklozetirani. To je ponavadi v srednji šoli, je redko kdo že out. Ja. Prav pri nas jih je dost, ali pa tako dost, ki jim je tako čisto vsem. Mislim, tako se mi zdi, no, da jih je tako kar neki, ki niso tako, ok, jaz sem bi, ampak so sam tako, nisem omejen sam na eno stvar, a ne? Kar je ful, se mi zdi. Jaz sem v srednji šoli poznala eno lezbiko iz moje generacije, ki je bila razkrita, pa enih par punc, ki ne vem, ali so bile razkrite kot bi, ali je bila bolj ta varianta, petek zvečer gremo ven, pa se potem lupčkamo. To sem bila jaz v srednji šoli, ja. To nisem bila jaz v srednji šoli, ampak sem pa videla, kak je folk dojemal te punce in kak jih ni nihče jemal resno in kak je bila ta varianta, veš, one sami iščejo pozornost, one to delajo za tipe, bla, bla, bla. Ampak če si bi, ni to super. Jaz mislim, da je to Pa te gledajo vsi. Pač jaz mislim, da je to za dosti punc edini
družbeno sprejemljiv način v navednicah, da imaš nekaj s puncami, pa če si pijana, te je verjetno manj strah. In da potem folk to ful z veseljem odpiše, kot da ne, se one niso v resnici bi. Ampak kaj pa če so? Ja, sej, ampak meni se zdi, da so, mislim. To so še one same pripričane v to, da v bistvu niso, ker se Ja. v bistvu ne šteje za res. Da se jih drugač. A ni to vse. Pač mislim tako, če tako se zaljubiš v eno punco in tako hočeš imeti relationship z njo, great, ampak če pač se žvališ z njim v vikendih, a ni to tudi v redu. Mislim, Jaz mislim, da v idealnem svetu bi bilo vseeno in da dostikrat kot skupnost ful preveč nekega pritiska damo na sebe, pa druga na drugo. Zato, ker nam itak že nihče ne verjame in imamo potem občutek, da moramo, sploh se mi zdi kot bi osebe, ves čas se dokazovati, da smo res bi, da smo dovolj bi. In se mi zdi, da se zato dosti ljudi hoče distancirati od takih punc, ki pa ustrezajo stereotipom. Zato, da lahko kažemo, ne, mi smo pa prave biseksualke, mi pa ne delamo tega za tipe. Ampak, tako si ti rekla, v idealnem svetu ne bi to smel biti problem, zato ker če istospolni odnosi, pa če biseksualnost ne bi bila stigmatizirana, pol tudi me ne bi bile kot skupnost tako obupane, da se dokažemo. In bi bilo vseeno, ali so te punce res bi, ali niso bi, zato ker biti bi ni zaznamovano ne kot pozitivno, ne kot negativno. In pač nima nihče interesa dokazati, da biseksualnost obstaja, da ne obstaja ali karkoli. Ja. In to se tudi velikokrat ne razume kot pač prvi poskusi za biseksualnost, ampak so samo pač nekaj zato, ker se dejansko napiješ, ker si mlad, ker si ker še ne veš, kaj hočeš v življenju, ne, medtem, ko pač... Zakaj to ni recimo en ta prvi korak, recimo, ne? Jaz mislim, da dostikrat se to kvečemu vidi kot zadnji in edini korak. O ja, itak. Ampak sej, mislim, če ne bi bilo tako stigmatiziran, najbrž ne bi bil. Ja, Ne? Če bi ti nekdo rekel, a si ti ziher, da si straight, ti jutri je petek, da pet se mam narediti. Pa probi z ono svojo fuluško na kolegico nekaj imeti. Ne? Veš, če bi bil tak odnos dejansko, pač se za veliko oseb, oziroma za veliko žensk, no, ne vem, ne bi končalo pri samo teh petkih. Ne? Čeprav vse pri kakšnih se ne, vsaj z mojo bestfriendico, za katero sem jaz mislila, da je včasih da je straight, ampak se je potem lansko poletje odtirala. Je bilo tako pač, ona je dejtala tipe in pač, če se je napila, se je pač lupčkala s svojimi najboljšimi prijateljicami. In naslednji korak od tega je bil, da sta pač njen tip in ona zamotila z njeno najboljšo prijateljico in pol je nekako ona ugotovila, jaz sem v bistvu bi. Jaz sem potem pred par leti eno izmed teh punc, ki naj bi bile bi v srednji šoli, pa jim nihče ni verjel, srečala v Monoklu. Ja. Tako da, jaz mislim, da ziher vsaj nekaj od njih se kasneje razkrije v življenju. Ampak da dostikrat, ne vem, zdi se mi, da tudi sem govorila s precej ženskami, ki so rekle, mene ženske privlačijo fizično, ne predstavljam pa si, da bi imela razmerje z ženskami in bolj same nekako ne jemljajo resno svoje privlačnosti do žensk. In obratno sem slišala. V smislu? V smislu pač recimo, da bi komu čustveno se lahko zaljubili v žensko, ampak telesno. To pa ne gre, ne. Moja mama je rekla oboje od teh izjav. Zate? Ne, zase. Kako pa se zdaj identificira? Ona? Ja. Ne vem, verjetno kot straight, ampak... Zanimivo. Imela je več punc kot jaz. Mogoče moraš kakšen petek. Tako, mami, ona tvoja bivša, pejta ven, pejta se malo naprej. Mogoče je to, da si straight samo faza. Jaz mislim, da ogromno tega je tudi to, kaj si ti dovoliš čutiti. In da mogoče, ne vem, se ti je zgodilo,
ali da ti je ena punca bila ful seksi, ali da si se slučajno zaljubila v eno svojo kolegico. Ampak da dejansko si ne pustiš tega raziskati. Ne vem, jaz se nisem začela zares zaljubljati v ženske, dokler nisem sprejela sama pri sebi, da se je ok zaljubiti v žensko. Ja, se strinjam, ja. Ja, jaz tudi, ampak je bila pa zelo napačna oseba. Ja, seveda. To je še zraven, ja. Meni se je pa zgodilo. Mislim, na začetku je bilo, dokler je bilo to tako, dokler je bila to samo ideja, ok, ni tako, kot da sem zares zaljubljena v kakšno pravo osebo, it's fine. Sem bila like, cool, to je full fine. Potem pač, takoj, ko pač sem imela dejansko čustva do prave osebe, me je to totalno freakoutalo. Ja. Ampak na srečo je ta moja best friendica, ki se je zdaj razkrila lansko poletje, bila tako, ne, si to je full cool, pač povej. In sem ji in sva bila skupaj. Moj bog! To je ful lepo in redko. Jaz sem mislila, da sem imela to high school romance. Jaz nisem imela tega. Ja, jaz tudi ne. Imela sem petke. Saj nekaj. Jaz nimam ničesar od tega. Ne še. Ampak aj še vedno ta mentaliteta v srednjih šolah, da se punčki pač imajo petke, ne jemlje resno. Ali pa da če je nekdo razkrit ali pa na pol razkrit kot bi, a se to jemlje malo bolj resno ali ne. Kako da se... V smislu, da pač recimo, da ne vem, če se punce zamotijo s puncami, a se še vedno govori, da to dela za pozornost, a če se nekdo razkrije kot bi, a se ga bo resno jemalo. To glede pozornosti, pa koliko je to, ne vem. A so časi šli naprej? V bistvu res ne vem, če se je kdaj zgodil, da sta tako dve punci zamotili, pa da bi jaz to slišala. Mislim, ja, najbrž tako dve moji sošolki, ampak tako koga briga, tako noben ni govoril pol o tem, a ne. Nekdo mi je enkrat rekel, ja, by the way, veš, da sta oni dve pač zamotili in sem tako, ok, cool, in pač, a ne. Sta pa dva pač modela, a ne, pač eni iz mojega razreda, sta, ne vem, tudi pijana nekaj zamotila ali nekaj tazga in pač en od njiju je straight, a ne, in pač se je toliko močno trudil dokazovati vsem, da ne, da on je v bistvu straight, a ne, da to v bistvu ni bilo nič tazga, a ne. In jaz sama sem tako, sej veš, da je v redu, pač, tudi če nisi, a ne, jaz sem tako, jaz se vem, ampak pač, jaz sem. Ja, in glede tistega, koliko se jemlje resno, pa se mi tudi tako zdi, no, pač dva, ne vem, če bi lahko rečem prijatelja, mislim tako, Poznanca? ja, iz šole, a ne, sta se razkrila kot bi, se mi zdi. In pač jaz konstantno slišim ljudi, ki so samo tako, a ja ne, on je gej. In sem samo tako, zakaj če ti je rekel, da je bi? In sem samo tako, zakaj probaš tako zanikati to, a ne? Mislim, sej možno, da pač čez čas si sam tako, a ne, pač jaz bi raj pač, ne vem, se identificiral kot gej, pač cool, ampak pač tako, že ti ta oseba ne reče tega, zakaj moraš ti pol to govoriti vidno okoli, a ne? Tako, ja, kao, pač, on tega še ne ve, ampak v bistvu je gej, in si sam tako... Veš, če si gej, pa veš, če si straight. Ostali pa ne vejo. Ja. Pa to sta... Se ne takrat lahko tudi v obratno spet, lahko nekdo je like, mislil, da je lezbika ali pa gej in pol gotovi, da v bistvu je bi. Pač, Things happen. Ja, statistično načeloma se to zgodi isto pogosto, da se ljudje najprej razkrijejo kot gej ali lezbike in potem kot bi. In ali obratno, je približno pač enako pogosto se to zgodi, ampak jaz mislim, da to, kar smo prej govorili, da se biseksualnih žensk ne jemlje resno in so vsi tak, ne, one so straight, one samo eksperimentirajo in da se biseksualnih tipov ne jemlje resno in se jih predstavlja kot geje,
da so to dve plati iste seksistične bifobije, kjer se naše privlačnosti do žensk ne jemlje resno. In se jemlje resno samo naša privlačnost do moških, zato ker če so ti všeč moški, kako bi ti lahko bil všeč kdorkoli drug. Jaz sem pred par leti se po naključju na eni zabavi srečala z enim tipom iz paralelke iz srednje šole, ki je zdaj razkrit kot gej. In sva malo skušala razmisliti, kdo še iz našega letnika je LGBT. Jaz to delam, ja. In sva naštela precej ljudi, ampak razen naju, pa te kolegice, ko sem jo prej omenila, da so se približno hkrati razkrili, so vsi zaklozetirani. Se pravi, tak, po raznih kanalih zveš, da folk ni straight, ampak nihče ni razkrit. Ampak kako to misliš razkrita? Tako, da ima, ne vem, na Facebook stanje eno ogromno rainbow zastavo? Ali pač tako, da nisem... Ne, pač da to predvsem, kar mi je on povedal, da fanti na skrivaj spijo s tipi, ampak tega ne bojo nikomor povedali. In jaz tudi vem, recimo, za punce iz našega letnika, ki so imele punce, ki so spale s puncami, ki jih privlačijo ženske, ampak imajo zdaj tipe in se striktno identificirajo kot heteroseksualke in jih panika zagrabi, če bi kdorkoli, recimo njihovim tipom, njihovi družini, njihovim kolegicam povedal, da imajo zgodovino ženskami in da so bi. Kar je mogoče malo drugače, ne vem, za mojo generacijo, čisto zaradi generacije, pa tudi zato, ker jaz sem odla srednjo šolo v Mariboru in mislim, da vseeno je razlika med Ljubljano in med preostankom Slovenije. Ampak vseeno dejstvo, da iz cele generacije smo kaj 3 razkriti, vsi ostali so pa zaklozetirani, je meni kar... Ne vem, mislim se, jaz nisem niti vedela, da nisem straight v bistvu v srednji šoli, tako da koliko je moje zdaj mnenje o tem fair je po moje čisto zanemarljivo, ampak jaz nisem poznala nobenega openly queer, nobene, razen tistega enega kolega mojega, pa je bil pač Bežigrad, je imel, koliko smo imeli, do G smo imeli. Isto, mi smo tudi imeli do G. Kaj? Po 30 Kaj smo let. po 2 paralelki, pač vsak razred, sem vsak letnik in jih poznam tako 10 minimum. Ja, no evo, do H smo imeli nikogar. Za nekatere pač ni tako 100%, ampak tako predvidevam, ampak tako 5 pa sigurno vem tako 100%. Oblikovna je tudi imela ogromno razkritih. Oblikovna je imela Ok, ampak kdo sta opet na umetniških srednjih. To je kar velika razlika, ja. Ja. Tudi, čakaj, kaj, na Poljanah ni bilo, mislim, je bilo ene par avtiranih ljudi, ampak to je bilo tudi do H, pa jih je bilo mogoče 5. Ni bilo 5, ki. Ampak v moji ne vem. generaciji mogoče 5, ja. To je... Sicer sebe ne štejem zraven, zato ker jaz sem zelo openly bil ne-straight. Ampak ni nišče tega resno jemal, pač sem tudi jaz to zakodirala v šalo na polno. Tega sem jaz tudi ogromno videla v moji generaciji pri fantih, da so imeli ful nekih šal in so se ful naskakovali in... Ampak to je bila vse šala, to ni bilo nič res, to ne šteje. To je še toliko hujš, ker jaz sem bila športni letnik. Bog. In tega je bilo pa toliko neverjetno, pa toliko stereotipno. Prav tisti jock humor, ki se po riti tepejo, ki je ono, ful imaš dobre mišice na hrbtu. Nas je bilo pa drugače, mi smo se pa samo ful šlatali in si govorili. Mislim, ne ful ni bilo to jock varianta, je bilo ful drugače. Ne vem, kako reči, bolj bojemsko. V moji generaciji je bilo samo idiotsko. Ne, ampak jaz kar vem zdaj, pač najbrž je tudi, ne vem, zaradi generacije malo drugače. Tako, ko poznam nekatere ljudi s Poljan, se mi zdi, da je tako kar dovolj tako LGBT plus folka tam, tako, ker ni problem govoriti o tem, ali pa pač, mislim, mogoče ne lih tako govoriti z mikrofonom o tem. Ampak tako, mislim, ni bed povedati, recimo.
Mislim, to je ful dobro slišati. To je ful dobro. Pred 10 leti so bile Poljane še kar napredne, kar se tega tiče, se mi zdi. In najbrž so zdaj še zmeri to, ne vem. Ampak zveni možno. Ker je, mislim, Poljane imajo malo te svoje kulture, da so alter in ta shit. In to spada zraven nekako, tako da. Ampak tudi moja srednja šola je kao bila bolj umetniška in znana po gledališki šoli in bla bla bla. Ampak je v Mariboru. Ampak je v Mariboru, ja. Ja, pri nas sem imela, pač Poljane so imeli tak sloves pa likovna. Aha, okej. Vsi mi, da smo ista generacija. No? Vsi to, razen tebe, smo ista generacija. Sem 22 stara. O moj bog! Ok. Sorry. O moj bog, jaz moram spremeniti svoje jamranje o fucking starosti. A si ti starejši od mene? Jaz sem 26. Fuck, jaz sem 29. Jaz sem 28. To je že tretji, to v bistvu, ko so ljudje. Jaz sem 10 let nazaj šla na... Ne, jaz tako trenutno ne vem, tako razmišljam o študiju pa vseh teh stvari. Ampak tako, od tam naprej pa ne gre, a veš? Jaz si ne morem si tako predstavljati sebe, da živim v stanovanju, da imam službo. Če te kaj pomagajo, jaz sem to lani dejansko pogruntala pri 28. Sem se končno začela počutiti kot normalna oseba. Jaz sem tudi imela to, jaz bi takrat že zdaj ne mogla iti na terapijo, ampak jaz sem imela občutek, da po koncu faksa bo konc z mano. Ker pač jaz tudi nisem hotela iti potem delati za nobeno tako podjetje, recimo, pač da bi imela tranzicijo faks, služba, recimo. To ful nisem imela, ne. In bilo, no kaj, bom skozi doma, bom živela pri starših, bom, ne vem, nisem si predstavljala, kaj bo iz mojega lajfa sploh nastalo. Jaz ne vem, zdaj nisem tudi brala en članek o tem, da LGBT osebe živimo življenje malo zamikom. Ja. Kako zamikom? Zato ker, ne vem, mogoče se za vašo generacijo to malo spremenja, ampak ogromno teh stvari, ki naj bi jih človek dal skozi v srednji šoli, jih ne daš nujno skozi. Jaz v srednji šoli nisem bila razkrita, jaz v srednji šoli sama nisem vedela, da sem LGBT, zato ker nisem hotela biti bi, ker sem slišala, kako se je govorilo o teh puncah, ki so bile bi ali se jih imelo za bi ali karkoli. In potem daš se te neke izkušnje, ki naj bi jih dala skozi že v srednji šoli, v smislu iskanje same sebe, prva razmerja, daš skozi kasneje in če si, ne vem, LGB, imaš pogosto še eno puberteto po svoji prvi puberteti, če si trans, imaš še eno dodatno puberteto, dostikrat dobesedno. Ne, jaz pa nekako se mi zdi, da doživljam te dve puberteti hkrati in je grozen. Ampak to je ful dobro, ker čez 10 let boš imela že fertik. Ja. Čez 10 let boš samo tako, sem to besirala, wow. to za malo. Ja. Tak mind blow, pač zato, ker meni nikoli ni bilo jasno, zakaj so zame stvari tako težke, pa so tako iste, kot za vse ostale. Ker imaš zraven še dve puberteti hkrati doživljam. Ja. Wow, ok, hvala za to. Samo v bistvu si stlačila vse na eno časovno obdobje, kar je v bistvu dobro, ker si aktivna, ne, in ne rabiš podaljševati, kot ne. Ja. V 10 let imaš to zdaj. In tako da obstaja, a veš te stopnje žalovanja, kot je ta psihološki model. Isto obstaja psihološki model za stopnje razkritja, ki jih je tudi enih, meni se zdi, da 6. In grejo od zanikanja, od potem tega iskanja točno kam spadaš v LGBT skupnost, katera oznaka je, katera črka si, do, pa ne vem, če bom zdaj znala točno povedati, ampak ena je kaj potem to, da se najbolj razkriješ, ne? Ja, razkritje, pa potem nekako to, kako skušaš sama pri sebi normalizirati svojo identiteto ali usmerjenost. In da velik del tega je, moraš najti ljudi iz skupnosti, zato da ti je normalno biti s svojimi ljudmi, da se ne počutiš vedno kot tujka, da
Samo pri sebi normaliziraš biti LGBT, da raziščeš svojo kulturo, svojo zgodovino, svojo umetnost. In ena izmed teh faz je malo pretirana kompenzacija, ko LGBT postane tak zelo velik del tvojega celega življenja in identitete. In dostikrat ljudje tudi prav po tem psihološkem modelu začnejo malo črno-belo razmišljati, to, kar smo pregovorili mi proti vsem ostalim. In da potem zadnja stopnja je, ok, biti LGBT je en del moje identitete in en del mojega življenja in neka integracija v širšo celoto. In jaz sem občutek, da sem do te zadnje stopnje prišla pred, ne vem, par meseci. To smo se pogovarjali pri tebi doma, jaz še zdaj nimam tega občutka, samo zaradi tega, ker se mi še ni, ne vem, toliko zelo usedel v vsak dan, čeprav je pa res čuden, ne, ker pač do določenih oseb v življenju, to je ne vem, imam osebe, ki so me poznale samo kot bi in ideja, da recimo moj oče ne ve, da sem bi, recimo, to je njim čisto nenormalno, recimo, ne. Da je nekdo na svetu, ki misli, da sem straight, to je zadnji punca rekla, recimo, ne. Ampak ja, nimam še tega občutka, da sem že na koncu te poti, pa sem najstarejša tukaj, ne? Ja, ampak za vsako osebo to traja malo drugače, odvisno od tvojih okoliščin, odvisno od tega, kakšna oseba si ti, pa tudi odvisno, kdaj si začela to. Pa tudi odvisno, kaj ti je na voljo, zato ker recimo, če se ne pridružiš skupnosti, pa če ne poznaš LGBT osebe, če nimaš LGBT prijateljic, ti bo verjetno to ful težje. Mislim, jaz nekako čakam, da me tako ful močno zadene nekaj od tega, zato ker res imam občutek, da se mi v enem letu vse to že zgodilo. In pač sem tako, kako je to možno, pač to ni možno, zdaj mora priti en tak ful big moment, a ne? Ampak tako občutek imam, da se vse te stopnje tako malo izmenjujejo, a ne? Pa tako ni nujno, da si konc z njimi, pač je konc, a ne? In si tako zazmeraj sprejet sam sebi. Mislim, sprejet se, pač, da sam sebe sprejemaš. A ne? Mislim, ne vem, tako poslušam zgodbe, ne vem, vaše na primer, kako je to trajalo 10 let in jaz sem tukaj sam tako... Zakaj jaz tako sem stara 17 in tako, ker počutim se ful podobno, mislim. Ampak to je meni ful dobro, meni je to toliko neverjetno pozitivno in inspirational, kaj je to v slovenščini, Ada? Navdihujoče. Hvala, navdihujoče. Ker ne želim si, da bi nekdo rabil dobesedno tako dolgo, kot smo mi rabili. To se mi zdi popolnoma brezvezen, zapravljen čas in zapravljena najstniška leta za totalno brezvezne stvari, zaradi tega, ker slučajno smo popadli v okoliščine, ki niso bile primerne, ali pa, ne vem, osebnostne težave, duševne težave, itd. Pač katerakoli od teh komponent nas je pač držala nazaj, no, mislim, meni se zdi super, pa tega je tudi vedno več, vsej. Po teh tvojih raziskavah. To enkrat, ne vem, mislim, da si ti citirala na enem srečanju, da se zdaj 51% mladine identificira kot odvisno pač od države, ampak v Angliji je bilo prav za najmlajšo generacijo, jih je več kot polovica, se nima ne za striktno hetero, ne za striktno homo. No, kar je, 10 let nazaj sem sigurna, da ne bi bilo. Ja, ne pač dejansko tudi za vsako starejšo generacijo je procent manjši. Ne, glede tega, v bistvu, ko si rekla, da si ne želiš za nobenega, da bi šel čez vse te stvari, mislim tako, da bi... Da bi trajalo tako dolgo, mislim. To, da bi... Včasih imam občutek, da ti ljudje verjamejo samo, če si tako zelo dolgo trpel, a ne? Medtem, ker jaz, na primer, imam tako zelo tako pač accepting, sprejemajočo družino, na primer, pa tudi tako. Pa tako tudi okolje, kar se tiče moje družbe, zato ker pač jaz sem bila, že preden sem bila razkrita, pa preden sem tako sploh pomislila na to, da pač sem bi ali pa karkoli del v bistvu te queer skupnosti, a ne.
sem vedno ful podpirala to, sem sovražila, ne vem, homofobe, pa seksiste, pa rasiste, a ne? Ne vem, jaz se mi zdi, da to, kar smo pregovorili v srednji šoli, da še zdaj, če pomislim nazaj na svoje najstniška in še mlajša leta, se lahko, pa takrat nisem še niti sama sebi bila razkrita, da se lahko spomnim konkretno, kdaj sem brala v Pilu nekaj, kar je bilo lezbika, kdaj je nekdo Pilu so pisali lezbika. Pilo je bil zelo redko. Pretekli just je bilo veliko vprašanj. In kdaj je kdo, ne vem, pri uri sociologije o tem, kaj so rekli moji starši, prav ona vsaka izjava se mi je tisnila spomin, ker mi to ni bilo normalen del življenja. In da vredno pa za nekoga, ko prvič dobi nek tak stik s skupnostjo, ki je eno rešilna bilka, ki ni prav že del tvojega življenja, da je drugačen. Ja, zdaj se mi spomnim, v bistvu, jaz se iz svojega otroštva spomnim vsakega trenutka oziroma izjave ali pa pogovora o čem od tega. Ali pa, ker sem bila majhna in sem, moj oče mi je nekaj razlagal in je tako nek tak zelo ženstven gib je naredil, in sem vas tako, zdaj si to naredil, ker da je gej, ali nekaj takega se mi rekla, in bil sem tako, a je s tem, tako, kaj, zakaj, sem tako, ja, samo zato, ker si se tako premaknil, in bil sem tako, da to nima veze, da ne moreš enačiti, ne vem, nekih gibov ali pa stereotipov s tem, da je nekdo gej. In takrat sem bila po moje res tako prva triada osnovne šole, res sem bila majhna. In potem sem se pogovarjala o tem in sem ugotovila, da moji starši poznajo ljudi, ki so geji in lezbike. In sem bila tako, wow, in jaz naslednji dan sem šla v šolo, sem rekla, a veš, da moji starši imajo ene prijatelje, a veš, da moji starši poznajo 2 lezbike. In sem tako, in jaz sem to svojim sošolcem šla razlagati, ker meni je bilo takrat tako fascinantno, a veš, da tako, v tako ogromnem svetu moji starši poznajo njih lezbike, a veš, in ne vem, pa take stvari. Ja, mislim, da je ful fascinacija z LGBT temami, ful ena taka stvar, ki se ne zaveš, da je o tebi, ki si majhen, ampak pa ful zanima. Ne vem, ena moja sošolka je imela v srednji šoli, ki sem mogla seminarsko pisati pri sociologiji in se je zbrala Stonewall Riots, ne? Wow. In ona je zdaj bi, seveda. Ampak ja, to ne vem, od nekdaj te je to ful zanimalo, pa ne vem, serije, pa je bil tisti en token gay character in ti si bil ful tako, ja, on je moj favorite, ne vem zakaj, jaz sem straight. Ja, ful je bilo tako privlačno. Ja, ne, jaz drugač zadnjič sem šla brati po svojem dnevniku, ki ga pišem od začetka srednje šole. Jaz sem pisala toliko očitne stvari. In sem tako, kako nisem opazila tega. Jaz sem tako pisala, da vem, da nisem gej, ampak se počutim kot del LGBT skupnosti. In sem bila tako, in v tistem trenutku sem bila tako, jaz sem bil grozen človek, zakaj se prodavam tako štuliti v neki. Ja, kamor ne spadaš. Kamor ne spadam, zakaj mislim, da je to tako cool, da hočem biti del tega, Pa čeprav clearly vem, da so mi moški všeč, In čekaj, ne vem, in take stvari sem bile, ker sem res tako, a si slepa? Ja, pol za nazaj zagledati je toliko smešno včasih. Smešen, tako kot zdaj spomnim se svojega kraša od vrtca naprej. In si samo tako, it was there, kako? Ja. Ne, pa drugač. Enkrat sem poslušala enega youtuberja, ki je pa se ne spomnim, kako mu ime, ki je imel eno teorijo o tem, kako v bistvu se ljudje privlačijo med sabo tako, da tako ne vede, v bistvu se družiš pa občuduješ ljudi, ki so bi, če si ti bi, In ti tega sploh ne veš, pa mogoče preden si sploh razkrit ali pa preden so oni razkriti, Mislim,
Take stvari, ki gledaš za nazaj, ti sem tako. Ja. A to je bilo. Je res ta en tip, ki mi je bil všeč v srednji, sva se približno v istem času otirala in mislim, da je bi, tako da... Nice. Ja. Pač, a vidiš, to je res, ta teorija mi vedno bolj, jo nekako potrjujem, se mi zdi. Zdaj, kako mislim, se to sem že ugotovila, parkrat. Ampak jaz sem bila res na čuden način obsedena z Alma Krlin v osnovni šoli. Ne, zakaj? Ja, jaz sem bila z musicalom Rent, ki je pač ful LGBT osebno oziroma pač HIV kriza več ali manj v New Yorku v 90-ih. Po drugi strani tudi musicali. Mislim, stvar, zaradi katere sem jaz ugotovila, da sem LGBT in polovica oblikovne, Rocky Horror Picture Show. Ja, pač ena oseba je na oblikovni najdla Rocky Horror Picture Show in bila like, oh, I'm bi. In poslala Rocky Horror Picture Show naprej in je ta vlak samo šel in se ni ustavil. Musicali so naši, sorry, mislim. Jaz sem v srednji šoli bila sumljivo obsedena z Oscarjem Wildom in z enim biseksualnim pevcem. Ampak to je bilo najslabše. Veš kaj, še nekaj. Ena od stvari, ker ni eden od razlogov, kako sem ugotovila v bistvu, da sem bi, ampak je tako ena stvar, ki je bila tudi zelo očitna in je nisem nikoli videla. Jaz tako, vsi ljudje, s katerim sem bila subscribana, tako na YouTubeu, so bili tako biseksualci ali pa tako lezbike ali pa tako trans ljudje. Ali pa so se otirali v nekem momentu. Pač tako vsi, ali pa še tisti, ki nisem, pač ki v tistem trenutku niso bili, so pa 2 meseca kasneje bili sam tako, hello, I'm bi. In si sam tako, kako? I guess da racionalno prepričam, da sem straight. Moje nekje globoko v sebi sem vedela, da nisem. Ker tudi, če greš brat moje stare dnevnike, se vidijo namigi, tako smo se prej pogovarjali. Ampak pač na zavestni ravni se tudi spomnim, da sem enkrat s 2 kolegicama prav imela debato, ne, mi smo vse straight. Res? Ja, prav vse ženske so fajn, ampak Meni je jaz sem tudi en straight. gej vprašal, mene je vprašal en gej na odbojki na faksu, če sem bi in jaz, ne. Ne, ti si pa gej in on tako, ful očitno. Skori za tebe je bilo. Ja, je moj fajn. Drugač, a se komu zdi spet, jaz pač ne morem ostati na eni TV, tako, veš, ali pa tako počasi, tako malo zamenjati, ne, pač, sorry. Ampak zadnjič sem se pač pogovarjala z eno prijateljicom, sošolko, kolegico, in mi je bilo tako ful čuden in hočem vedeti, če je tako vam to podobno, ne vem. Razlagala mi je o tem, tako kao, o prihodnosti in tako. Bila sem tako, pa ko bom šla študirati ali pa ko bom imela službo, kao službo pa tipa, nekaj takega. In pač mene je tako motil, zmotil me, da je se tam ustavila, da je bila sem tako, tipa, pika, tako. Zakaj? Kaj pa druga opcija? Jaz mislim, da je to tudi ena izmed stvari, ko to, kar si prej sama rekla, da si ne predstavljaš, kaj se bo zgodilo s tabo po faksu, kar se mi zdi, da je tudi za, ne vem, meni je bila to isto izkušnja. Da zato, ker če si straight, imaš že naprej življenje napisano, ker veš, kaj se pričakuje tebe, ker je ravno ta zgodba, ko bom imela fanta in službo. Če pa nisi straight, pa naenkrat odpade ta del, ko bom imela fanta in pol začneš verjetno malo ostalo prepraševati, pa neki ta scenarij, ki nam je vsem podan. Seveda, družina, otroki, ustalice, stalna služba itd. Pač ne funkcionira za tebe in je po moje tudi zato si težje predstavljati svojo prihodnost. In sploh kot bi osebe, ki imamo toliko možnosti. Ne vem, tudi se mi zdi, da nam primanjkuje starejših izkušenih, ne? Ja, pač jaz si želim spoznati biseksualko, ki je stara, ne vem, 60 ali pa 70, da vidim, kako to izgleda, da vidim, kako je živela in da lahko vidim svojo starost. Ja, se ful strinjam.
Sploh nisem slišala tako za kogarkoli. Ja, se glih to, ne vem, mislim, da ima velika količina naše generacije ta feeling, da kao se bo življenje enkrat končalo. Ne, ker da je nek endpoint nekje, ne, in pol seveda, ki se ti staraš, se to malo premike za 50 let naprej, ne, ampak to je zato, ker nimaš feelinga za prihodnost, ki je razumljena, ki je srečna, ki je, ne vem, dokončna, po skriptu mogoče, ali kako bi temu rekli. Ali pa da imaš vsaj neko vizijo, neko Ja, možnost, ki jo je nekdo že dal skozi. ja. Ja. Ne, recimo, če bi spoznala, ne vem, ful starejših oseb, ki imajo službe že 20 let, ki so, ne vem, ene so utirane svoji družini, ene niso, ene imajo otroke, ene več partnerjev, ene so samske, ene imajo pse, ene imajo mačke, ne vem. Tok neverjetno se mi to zdi, kakor to ne obstaja, ampak itak, da to obstaja. Ampak ker nimam feelinga, da to obstaja, se mi zdi, da jaz tega ne bom dosegla. Najbrž so te osebe, več niso toliko, ne slišiš tako od njih v bistvu. Zato so najbrž vse že v tej fazi, kjer je to tako en delček njih, ampak so že tako navajeni, da pač ne. Ampak to mislim, da ne pomeni, da se skupnosti več ne udejstvuješ, recimo. To samo pomeni, to ni več primaren del tvoje osebnosti. Ja, vem, ampak hočem reči, pač te ljudje, ki so zdaj stari 70, ne, ki so oni odraščali, pač sigurno niso imeli enega od kvartirja, ki je organiziral vsak teden srečanja. Ja? A ne, in pač se mi zdi, da tako, če ni, mislim, probavam si tako razlagati to, zakaj tako nisem niti slišala za nobenega, ki bi bil tako starejši in bi, naprimer. Če takrat, ko si v tej fazi v bistvu tega biti tako ponosen in glasen, a ne? Če takrat pač nimaš neke skupnosti, ki bi organizirala take srečanja ali pa parade ponosa ali pa take stvari, a veš, pa kaj enkrat tako sprejmaš in tako, ne vem, tvoji prijatelji vejo ali pa tako tvoj partner vejo ali pa tako, a ne, in v bistvu se zavedaš, da je to samo en delček tebe, ampak nisi pa navajen tako o tem govoriti zelo javno, pač sam ne boš začel po 30 letih. Jaz mislim, da je ful težko vzdrževati biseksualno identiteto, ravno to, kar si rekla, če nimaš zunanje opore ali pa če ne veš, da je to možnost. In da verjetno ogromno biseksualnih oseb starejše generacije pač živijo ali kot straight ali kot gej in lezbike, glede na to, če imaš razmerje, tako, ki traja že 20 let. Glede na njihov družabni krog. In ogromno, ker vseeno na sceni pa obstajajo starejši geji in lezbike. Točno to sem hotela reči. Zikar so nekateri zakonzitirani in bi. Jaz sem govorila z precej ljudmi te starejše generacije med geji in lezbikami, ki so mi rekli, jaz bi danes mogoče bila bi, ali pa jaz bi danes verjetno bila bi, ali bil bi. Ampak nisem, zato ker v moji generaciji to ni bila možnost. In mi smo se odločili politično biti gej in lezbike, zato ker je to bil takrat ta boj. Zato ker je bila to takrat edina opcija in zato ker smo se takrat za to borili. In biti bi niti ni bila možnost. Ni bila možnost, ja. In glih to sem tudi jaz hotela reči, ne, medtem, ko recimo nimamo starih bi oseb, stare geje, stare lezbike pa imamo, ne. Ne smemo gledati recimo po smislu stari straight ljudje, ker pač to ni del te skupnosti, v kateri ne vidimo prihodnosti, ali kako ne rečem, ne. Medtem, ko imamo stare geje, imamo stare lezbike, ta del skupnosti je prisoten in je živ in nočem reči, da če si gej oziroma lezbika, da nimaš tega občutka praznine oziroma da se bo tvoja prihodnost enkrat končala, ampak sigurno imaš pa vzore, oziroma več vzorov, kakor mi. In ne vem, zakaj mi je videti nekoga, ki je star 50 ali pa 60, pa koncev tudi 40, pa bi toliko revolucionarno. To pa je najbrž to, kar je Ada rekla, pač ja, da pač dejansko, če si najdeš neko razmerje, ki traja, ne vem, 10, 20 ali pa več let, pač sam težko ne rab toliko dolg. Meni je mama rekla že po 2 mesecih, da zdaj sem pa itak lezbika, kak imam koncov. Pa tudi po moje... Mislim, si odvisno čisto od sebe, a ne, ampak skup, predstavljam si. Pa odvisno tudi od tega, kaj je tvoj družabni krog, zato ker če se večinoma straight ljudmi družiš, se verjetno ne boš razkrila iz lastne varnosti.
Če pa se večinoma družiš v gejovskih in lezbičnih krogih, pa se isto ne boš razkrila, ali pa se boš razkrila kot gej ali lezbika, zato da saj nekam spadaš. Da če že vsaj nisi straight, pa imaš vsaj lezbično ali pa gejovsko skupnost. In v vsakem primeru pač moraš žrtvovati en del sebe za to, da nekam spadaš. Čeprav prav trpiš po vsakih slabih bišalah, vedno so prav slabe. Kaj je kakšen šal? A ja, ko si bi, pa ne veš, če bi ali ne bi. Sem slišala Oh, what? 4-krat prejšnji teden. Kaj za... Mi imamo vsaj dobre bišale. To je res, oni so del naše kulture. Vedno. Pač, imejte šale, samo ne bojo dobre. In raznovrstne. Pa pač razlika je v tem, ali se smejiš nekomu, ali se smejiš z nekom. Ja. Ali pa se smejiš sebi. Ja, kar je najboljše. Evo, tukaj se je naš pogovor zaključil. Upamo, da ste uživali in uživale v prvi epizodi našega biseksualnega podcasta Bifi. To in prihodnje epizode lahko najdete na spletni strani Društva Kvartir, kvartir.org, z uporabniškim imenom Društvo Kvartir, pa nas najdete tudi na Facebooku, Instagramu in celo na Tumblrju. Biseksualna srečanja so trenutno preklicana zaradi koronavirusa, drugače pa potekajo vsaka 2 tedna v Ljubljani. Urnik sreče najdete na našem Facebooku. Pazite na se in se slišimo v naslednji epizodi!